Radijska kateheza. Dober večer, dobrodošli na valovih Radia Ognjišče. Junijska sobotna kateheza z bolniškim župnikom Anžetom Cunkom bo obarvana z ljubeznijo Jezusovega srca. Prijazno vas pozdravljam, sestra Meta Potočnik, gospod Anže Cunk, lep pozdrav pa tudi vam. Prijazen pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam, posebej vsem bolnim in ostarelim. Sedaj sva že kar uglašen tim in se mi zdi, da nama gre dobro, upam, da ste zadovoljni. Seveda lahko gospodu Anžetu Cunku tudi kakšen vaš odziv napišete, kaj bi si še želeli, kaj vam je všeč v sobotnih katehezah. Nocojšnjo vsebino bova delno povzela iz izjemno bogate okrožnice papeža Frančiška z naslovom Ljubil nas je. V njej papež obravnava pomen človeške in božje ljubezni ter človeškega srca v sodobnem svetu. Slišali bomo tudi odmev bolnišničnih hodnikov, ki so vam že precej domači, kjer z vami hodi Jezus, ki ozdravlja, tolaži in obvezuje rane. V minutah za liturgijo bomo nadaljevali z razlago bogoslužnih drž, kot sta trkanje na prsi in umivanje rok. Ja, danes je na Brezjah pri Mariji Pomagaj bilo že 58. narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših. Sveto mašo je ob 10. uri dopoldan ob samaševanju duhovnikov daroval murskosoboški škof, dr. Janez Kozinc. Vsakoletno romanje na Brezje je le ena od oblik skrbi Karitas in pa tudi župni za bolnike, ostarele, invalide in tudi onemogle. Skozi leto so sodelavci in prostovoljci Karitas pozorni do več kot 70.650 starejših z obiski in pogovorom ter srečanji ter tudi praznovanjem kakšnih obletnic. Želijo, da prav vsak človek začuti, da je nekomu mar zanje in da je kdo pripravljen pomagati, ne le z materialom, pač pa tudi s pozornostjo, podarjenim časom, z ljubeznijo in skrbjo za bližnjega. In verjamem, da ste se imeli lepo, tisti, ki ste bili tudi dopoldan na Brezjah, tisti pa, ki niste mogli priti na Brezje, pa ste lahko prisluhnili radijskemu prenosu na valovih Radia Ognjišče. To srečanje na Brezjah je res vsako leto izjemen dogodek, kjer se srečamo vsi, ki potrebujemo Gospoda v našem življenju, ki prepoznavamo Gospoda v našem življenju, da nas še bolj utrdi, da nas opogumi, da tudi preko stisk, težav, problemov, bolezni, ki nam jih prinaša vsakdanje življenje, da smo opogumljeni iti na pot skupaj z njim, pa tudi drug ob drugem. Torej najbrž ste bili že večkrat tam kot duhovnik, ne? Res je, kot duhovnik, pa tudi že prej sem rad poromal na Brezje, tudi ob tem dogodku. Glede na to, da sem doma iz Mlake pri Kranju, torej župnija Kokrica, imam Brezje zelo blizu in tudi zelo rad, tako da sem pri Mariji Pomagaj, se res počutim doma in upam, da tudi vi, kajti Marija je res naša in pa tudi Jezusova mati in nas varuje, nas blagoslavlja in spodbuja, da gremo po tej poti skupaj z njo in skupaj z njenim sinom. Ona je tista najkrajša pot do njega in sin mater vedno usliši, kadar prosimo zase, pa tudi za druge. In ti dogodki nas še vedno bolj opogumijo, da na tej poti nismo sami, da smo skupaj kot občestvo bratov in sester, povezani z duhovniki, s škofom, s celotno cerkvijo, pa tudi s ljudmi, ki smo v različnih ali pa podobnih situacijah, da lažje premagujemo vsakodnevne težave in skrbi. Dragi prijatelji, naj vas še spomnim, da se bliža 29. junij, praznik apostolov Petra in Pavla. To je v Sloveniji tradicionalni dan posvečevanja novih duhovnikov. Letos imamo 5 novomašnikov. Bogu hvala, tako 3 so škofijski duhovniki, Luka Anžič iz župnije Ihan, Gregor Anton Capudar iz župnije Moravče ter Timotej Fijavž Vivod iz župnije Slovenske Konjice. 2 novomašnika pa sta redovnika, to je jezuit Janez Gorenc, župnija Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež, župnija Ambrus v Suhi Krajini. Naj še spomnim, da bo pogovor z njimi v soboto 27. junija ob 17.
17. uri v oddaji Naš gost. Kolega Matjaž Marljak bo z njimi imel pogovor in jih boste lahko še podrobneje spoznali, predvsem njihovo pot poklicanosti v duhovništvo. Anže, vas pa vprašam, tudi vi ste bili novomašnik pred nekaj leti, koliko let že in kako razumete svojo poklicanost biti duhovnik po vseh teh letih? Ali je zdaj kaj že drugače? Jaz sem bil novomašnik pred 6 leti, torej v koronskem času, izredno po izjemnem letu, ki je bil takrat. Imam zelo lepe spomine tako na novomašo, kot tudi potem seveda na posvečenje, pa tudi potem na prvo kaplansko službo v župniji Žiri, kjer sem deloval 2 leti. Tisti čas je bil res nekaj zelo posebnega, izjemnega. Vsi smo se spraševali, kaj pravzaprav bo, kajti do 4. maja leta 2020 so bile države po celotnem svetu zaradi napada koronavirusa zaprte. Nismo vedeli, kako bo, kakšne bodo nove maše, a vendar s Božjo pomočjo in Božjo previdnostjo smo tudi se lahko deloma v miru pripravili, tudi v malo večji skrbi kot običajno, ampak nove maše so potekale tudi tako, kot smo jih tradicionalno tudi mi navajeni. In biti duhovnik po teh letih me spominja predvsem to, da sem vedno lahko v službi usmiljenega Samarijana, biti blizu ljudem. Duhovnik je vzet iz ljudi in postavljen za ljudi. To ne pomeni, da smo duhovniki nekaj več, ampak smo vsi skupaj Božje ljudstvo. Duhovnik je le tisti predstavnik, ki v molitvi vse prošnje in molitve posreduje Bogu. Preko svojih posvečenih dlani prikliče Jezusa v svetih zakramentih. To se mi zdi najbolj pomembno. In duhovnik je tisti, ki tolaži, ki spodbuja, ki opogumlja. To dnevno vidim lahko tudi na oddelkih naše največje bolnišnice in pa seveda tudi v preprostih pogovorih. Vsako srečanje s duhovnikom oplemeniti tisti trenutek, tisti del dneva in pa nas opogumi, da gremo skupaj dalje. In biti duhovnik je res izjemno lepega. Sam zase sem prepričan, da če bi se še enkrat odločal, bi se odločal, da grem po isti poti, da se odločim za duhovnika. Po isti poti seveda ne morem biti, ampak da se zopet odločim za duhovnika, kajti si vedno med ljudi in postavljen za ljudi, da smo skupaj, da premagujemo skupaj vsakodnevne naše težave in pa da blagoslavljamo našo domovino in naš svet, kajti blagoslova je vsakdo izmed nas najbolj potreben. Biti duhovnik pomeni biti človek upodobljen po Jezusovem usmiljenem srcu. To ste na nek način zdaj tudi povedali, da ste znamenje Božje ljubezni do vsakega človeka. Praznik srca Jezusovega smo praznovali 12. junija in prav temu izrazu in podobi je papež Frančišek leta 2024, kot se meni zdi neko duhovno svojo oporoko, posvetil okrožnico z naslovom Ljubil nas je, Dilexit nos. Govori o človeški in božji ljubezni srca Jezusa Kristusa. Gospod Anže, v čem bi preprosto povedal, da je osrednje sporočilo te okrožnice? Prav gotovo gre za duhovno oporoko papeža Frančiška, glede na to, da se je potem naslednje leto tudi poslovil od zemeljskega življenja in odšel v nebeško življenje, v večno življenje. In ta okrožnica o ljubezni srca Jezusovega do vseh nas, se mi zdi, da je njeno srednje sporočilo prav to, da svet potrebuje ponovno odkriti to Božje srce. Božje srce, ki je kraj ljubezni, kraj usmiljenja, odnosa in pa notranje resnice, ter tudi notranjega miru, iz katerega živimo. Ključni poudarki papeževe okrožnice so zame naslednji, da nas je Bog ljubi prvi. Naša vera ni najprej nek skupek pravil, zapovedi, ki nam jih daje Bog, ampak je odgovor na Božjo ljubezen. Kajti Božje zapovedi so nam dane zato, da bi imeli lažjo usmeritev, da bi se lažje jih držali in šli bolj okrepljeni po poti skozi življenje. In človek je povabljen, da se pusti ljubiti in da to ljubezen deli tudi z drugimi. Tem drugi poudarek je, da svet izgublja srce. Papež Frančišek opozarja,
da sodobni svet pogosto postaja hladen, potrošniški in pa osredotočen na neko učinkovitost, na uspeh, na tehnologijo, na umetno inteligenco in tako dalje, in še bi lahko našteval. In zato je potrebno odkriti srce vsakega človeka, našo človečnost, kot tisto središče naše človeške osebnosti. In tukaj se rojeva ljubezen, tukaj se rojevajo sočutje, se rojevajo pristni in iskreni odnosi, prijateljstvo med nami. Srce Jezusa razodeva tudi božje usmiljenje. Njegovo srce ni le neka pobožna podoba, kot jih imamo recimo na podobah v cerkvi ali pa na podobicah, ki jih nosimo v denarnicah ali jih imamo kje na nočnih omaricah, ampak je znamenje njegove ljubezni, ki se daruje za vsakega človeka, za vse ljudi, in v njem najdemo celoten evangelij, usmiljenje, odpuščanje, bližino, toplino, zvestobo in pa to, da smo dragoceni in ljubljeni v božjih očeh, da ne glede na to, kje se znajdemo, kakšni stiski, v kakšnem trpljenju, tudi če gremo kdaj po svoji poti, da nas ima Gospod neizmerno rad in nas čaka. Ljubezen se kaže tudi v služenju, kajti ljubezni, če nekoga imamo radi, ne moramo držati zase. To se zelo lepo pokaže tudi v naših odnosih, v družinskih odnosih, v partnerskih odnosih. Če bi to ljubezen do svojega partnerja, do svoje žene ali moža kazali samo o sebi, tega nihče ne bi videl, prav tako v družini, ampak jo razdajamo za druge. Prava pobožnost pa ne ostane samo pri molitvi ali pa pri čustvih, kajti kdor se sreča s to Jezusovo ljubeznijo, postaja tudi bolj odprt za druge, za uboge, za osamljene, trpeče, bolne, ostarele, in naše življenje se uresničuje v teh konkretnih dejanjih dobrote in služenja. To, kar sem že prej povedal, da nekomu namenimo svoj čas, svojo pozornost, toplo in prijazno besedo, nasmeh, objem. In samo ljubezen lahko zdravi svet. Papež Frančišek je poudaril, da vojn, razdeljenosti, sebičnosti in tudi brezbrižnosti ni mogoče premagati zgolj z nekimi sistemi ali idejami, temveč svet potrebuje prenovljena srca, ki jih pa oblikuje ta Kristusova ljubezen. In mir, ki nam ga Kristus pri tem podarja, se začne pri nas, ne pri sosedu, ne pri poglavarjih oziroma voditeljih narodov, ne tam, kjer se vojna vihra konča, ampak se začne pri vsakem izmed nas. In ko se začenja ta notranji mir, tako ta mir lahko podelimo tudi drugim. Govoriva torej o krožnici, ljubil nas je. V njej papež Frančišek zelo poudarja, da ima vsak človek dostojanstvo, ki mu ga nihče ne more vzeti, ne glede na starost, bolezen ali telesne omejitve. In prav za te ljudi naj bi bil simbol Jezusovega srca zelo pomembna duhovna tolažba. Že to, ko vidim in se spomnim na to ljubezen. Res je, Jezusovo srce ostaja blizu tistim, ki trpijo, ki so osamljeni, ki se počutijo odrinjene na rob družbe, ki se počutijo pozabljene. In prav gotovo bolezen in starost nista znamenje manjše vrednosti, čeprav se lahko velikokrat tako počutimo, ampak postaja ta kraj srečanja s to božjo ljubeznijo in pa tudi z ljubeznijo bližnjih. Ostareli in bolni niso le prejemniki pomoči, čeprav je to največkrat pričakovano, ampak je pomembno tudi njihovo izjemno poslanstvo, da bolezen predrugačimo, da bolezen živimo. Kajti ne obstaja čas pred in po bolezni, ampak obstaja čas z boleznijo in da gremo bolj opogumljeni tudi z njo naprej. In to se pa kaže tudi v molitvi, v potrpežljivosti, tudi v življenjski modrosti, ki nas vedno znova izoblikuje, izkušnja, ki smo jih dobili, in pa pričevanjem vere. To bogati našo cerkev, to bogati naša življenja, to bogati tudi naše odnose. In kristjan je poklican, da v bolnih in starejših prepozna ta Kristusov obraz in jim izkazuje spoštovanje, bližino in pa tudi nežnost. Jezusovo srce nas pozna in nas ljubi in to nam je zagotovilo. Tudi Jezus pravi, jaz bom z vami vse dni do konca sveta. Naše življenje, molitve, trpljenje pa imajo veliko vrednost pred Bogom, kajti vsi smo na poti v večno domovino in z našimi deli, z našimi molitvami tudi zaslužujemo in skupaj z Gospodom odrešujemo ta svet. Torej nismo pozabljeni, vsak človek ima v Jezusovem srcu svoj dom, posebno pa tisti, ki nosimo
pa nosite križ bolezni, osamljenosti in tudi ostarelosti. In če povzamem zgolj v enem samem stavku celotno papeževo okrožnico, ki jo je izredno težko povzeti v enem stavku, ker je toliko lepih misli, ki nam jih je papež poudaril, je to, da se vrnemo k Jezusovemu srcu, da odkrijemo, da smo ljubljeni in da to ljubezen živimo v usmiljenju, v služenju in pa v posebni skrbi za bolne in ostarele, pa tudi za vse, ki trpijo. In naj poudarim, da tudi papež Leon je svojo prvo okrožnico nadaljeval po programu papeža Frančiška in je izdal okrožnico Dilexit Te. Leon nam je to poudaril pri prazniku srca Jezusovega v jubilejnem letu 2025, ko je duhovnikom napisal, da se pravo poslanstvo cerkve razodeva v presvetem Jezusovem srcu, prebodenem iz ljubezni, in tudi povabil k obnovi pobožnosti do srca Jezusovega. Papež Leon zelo pogosto poudarja, da je ljubezen do Boga neločljivo povezana z ljubeznijo do najbolj ranljivih, da cerkev ne sme pozabiti ljudi na obrobju, med katere pogosto sodijo osamljeni, bolni, ostareli, starejši, in pa da trpeči niso breme. Velikokrat se v današnjem sodobnem svetu lahko to pojavlja kot breme, ampak da so bolni trpeči dragocen del Kristusovega telesa in kjer trpi en ud, trpi celotno telo, trpi celotna cerkev. Kristusova ljubezen pa se na poseben način razodeva prav v bližini do tistih, ki trpijo. In v tem svojem prvem pomembnem dokumentu, Ljubil sem te ali Dilexit Te, je papež Leon neposredno povezal Frančiškovo sporočilo o Jezusovem srcu s skrbjo za uboge in ranljive in zapisal, da ljubezni do Boga ni mogoče ločiti od ljubezni do revnih in trpečih. Torej, srce Jezusa je odprto za vsakega človeka, za vsakega izmed nas, posebno pa je blizu tistim, ki nosijo križ bolezni, starosti ali osamljenosti. Res, to je temelj naše vere, to, o čemer zdaj govorila, da Bog ljubi vsakega izmed nas, takšne, kakršni smo. V življenju sicer pridejo obdobja, ko človek nosi težji križ. Ima občutek, da ne more več storiti vsega, kar je nekoč zmogel. Takrat se lahko prikrade to težko vprašanje, ali sem še vedno pomemben, ali moje življenje še vedno kaj pomeni. In Jezusovo srce nam danes odgovarja, da neizmerno si dragocen. Mislim, da je potrebno te misli res večkrat si priklicati in se jih ne navaditi kot rutina. Prav gotovo, posebej v tistih trenutkih, ko nam je najtežje, je prav, da si prikličemo te besede v spomin. Pa ne samo v spomin, temveč da jih tudi živimo in da se tako tudi počutimo, ne glede na to, kam smo odrinjeni, kako osamljeni smo, kako nas stare bolezen, kako nas boli, ampak Bog prihaja k nam naproti, Bog je tukaj z nami, vedno smo v občestvu z Bogom, s trojedinim Bogom. In papež Frančišek nas spominja, da Jezusovo srce bije za vsakega človeka, ne glede na to, na kakšni poti je, ne glede na to, kakšne skrbi ima, kakšne težave ima, kakšno bolezen ima, ampak je za vsakega človeka. Posebej pa se približa tistim, ki trpijo. In ko je Jezus hodil po zemlji, ni iskal najmočnejših, najuspešnejših, najslavnejših ljudi z nazivi in tako dalje, bi lahko še našteval, ampak se je ustavljal ob bolnih, ob žalostnih, ob tistih, ki so jim drugi spregledali, tistih, ki so jim bili tudi drugi nadležni, tako kot se spominjamo slepega Bartimaja, ki je na ves glas vpil: Jezus in Davidov, usmili se me, pa so ga poskušali utišati, pa je še bolj vpil. Tukaj smo tudi mi, da pokažemo tudi našo vero in tudi mi zaupamo v Božje srce. In takšen je Jezus še danes, nas ne spregleda, ampak pride k nam. Morda ne moremo več veliko hoditi, delati ali pa pomagati drugim, tako kot nekoč, kot smo v svojih mogoče najboljših letih, ampak lahko pa se še vedno podarjamo drug drugemu in to je nekaj zelo dragocenega. Kaj pa lahko podarjamo? Podarjamo svoj čas, svoje izkušnje, svojo vero, svojo molitev,
tudi svojo potrpežljivost in pa neizmerno zaupanje v Boga, da bo Bog storil tisto, kar je za nas najboljše. In kolikokrat prav molitev o starelih in bolnih, to je tista tiha molitev, ki spremlja, ki nas opogumlja, tiste, ki smo še na vrhuncu moči, da lažje delamo, da lažje sodelujemo in smo vsi skupaj povezani. In to je tista tiha moč, ki podpira družine, ki podpira župnije, ki podpira na vse zadnje našo domovino in pa tudi v svet, ki nam ga je Bog dal. Kajti Bog vidi vsako izrečeno molitev, vsako darovano trpljenje in vsako vzdih zaupanja. In mi si že velikokrat želimo, da bi Bog delal hitreje, kajti mi smo navajeni na uro. Bog je sicer ustvaril čas, mi pa uro. In Bog ne dela vedno samo po naših željah, tako kot recimo avtomati za kavo, za sladkarije, sendviče in podobno, ampak deluje v tistem trenutku, ko ve, da najbolj potrebujemo. In tudi papež Leon nas podbuja, naj nikoli ne pozabimo, da smo res v Božjih očeh dragoceni, kajti cerkev potrebuje starejše ljudi, potrebujemo modrost, izkušnje in tudi zvestobo, pa tudi pričevanja tistih, ki v preizkušnjah ostajajo povezani z Gospodom. To nas pa se mi zdi še dodatno bogati in nam daje dodatnega poguma, da tudi mi v trnju in vsatu življenja ustrajamo, da pridemo do najlepšega cveta, do vrtnice, ki v tem trnju ustraja, in to smo mi. Ko se borimo, ko ustrajamo, postajamo cvet. In o tem, kar ste zdaj povedali, pripoveduje tudi naslednja zgodba o starejšem gospodu. Se mi zdi prav povedna sporočilo, kako je razumel, da je njegovo življenje še vedno pomembno. Res je, zelo zanimiva je zgodba nekega starejšega gospoda, ki je sedel na klopi v domu za ostarele. In nekega dne ga je obiskal mlad prostovoljec in ga vprašal: Gospod, kaj pa vi tukaj počnete ves dan? Vam ni dolg čas, ker ne morete več delati, hoditi kot nekoč. In starec se je nasmehnil in pokazal skozi okno na cerkveni zvonik. In dejal: veš, vidiš tisti zvon? Je rekel: seveda. In dejal: ko je bil nov, so ga ljudje občudovali zaradi njegovega sijaja. Danes pa je ta zvon že star, nekoliko obrabljen in ga skoraj nihče več ne opazi, a vendar še vedno opravlja svojo nalogo. Vsak dan kliče ljudi k molitvi, jih spremlja v praznikih, porokah, pa tudi ob slovesu od dragih pokojnih. Ni več pomembno, kako je videti, pomembno je, da še vedno daje svoj glas. In potem je starec za trenutek umolknil in še dodal: tudi jaz sem kot ta zvon. Ne morem več delati, kot sem nekoč, toda pa še vedno lahko molim, še vedno lahko komu podarim nasmeh, prijazno besedo, toplo besedo, še vedno lahko Boga prosim za svoje otroke, vnuke in za ves svet. In dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ni izgubilo vrednosti. In ta mladi prostovoljec je poznaj povedal, da ga je ta stavek spremlja v življenju. Dokler lahko podarjam svoje srce, moje življenje ne izgubi vrednosti. In to je naloga ali pa poslanstvo prav vsakega izmed nas. Ja, se mi zdi zelo pomembno, da tudi starejši ljudje se tega zavedajo, ne? Da oni pri sebi to premislijo, da njihovo življenje je pomembno. Kako sprejme nekoga, kako se nasmehne, kako moli. Ne? Tako, res je, ker se ravno v starosti in pa v bolezni začnemo s temi vprašanji ukvarjati. Kaj pa zdaj, komu sem sploh še pomemben, nisem več potreben, nimam več teh moči, kot je bilo nekoč. Mladi pozabljajo, da imajo moč, pa da bo tudi starost prišla, in takrat se lahko spomnimo teh besed. Ne morem več delati tako, kot sem nekoč, ne morem več opraviti vsega sam, ampak lahko podarim svoje srce, lahko podarim moje življenje, moje izkušnje, mojo modrost in ustrajanje. Pa tudi Sveto pismo nam v evangeljih govori o podobi srca. Vas prosim tukaj, da preberete to besedilo, ki ga sicer poznamo, ampak prvo iz tega vidika usmiljenega srca Jezusovega. Izbral sem si odlomek, ki se dogaja na Veliki petek, takrat, ko je vojak prebodil Jezusovo stran in ko sta iz Jezusove strani pritekla kri in voda, zakramenti in milost. In gre takole.
ker je bil dan pripravljanja in zato, da telesa čez soboto ne bi ostala na križu, kajti tisto soboto je bil velik praznik, so Judje prosili Pilata, naj bi jim strl noge in jih snel. Prišli so torej vojaki in strli noge prvemu in drugemu, ki sta bila križana z Jezusom. Ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, ampak mu je eden izmed vojakov s sulico prebodal stran in takoj sta pritekli kri in voda. Tisti, ki je videl, je pričeval in njegovo pričevanje je resnično. On ve, da govori resnico, da bi tudi vi verovali. To se je namreč zgodilo, da se je izpolnilo pismo, nobena izmed njegovih kosti se ne bo zlomila. In spet drugo pismo pravi, gledali bodo vanj, ki so ga prebodli. O čem nam govori torej? Tu je nekdo umrl. Tako ta odlomek nam govori predvsem o darovanju, o največji ljubezni. Jezus je dal življenje za vsakega izmed nas, da bi mi imeli življenje, kot je tudi večkrat rekel. In tudi pravi, vas sem imenoval prijatelje. Vi ste moji prijatelji. In lahko je zgodba zelo ganljiva, zelo boleča. Lahko je zgodba, ki jo vidimo v človeških očeh kot neuspeh. Velikokrat jemljemo smrt kot neuspeh, a vendar je del življenja, del darovanja. In tudi Jezus je daroval svoje življenje zato, da bi iz njegovega presvetega srca, tako kot sta pritekli kri in voda, pritekle njegove milosti, pritekli zakramenti, ki nam jih daje, zato, da smo mi opogumljeni, duhovno opogumljeni in pa tudi telesno. Tudi ta telesni stik je zelo pomemben, pa vendar je človek, ki je duševno, duhovno in telesno bitje, potrebuje prav vse te tri elemente. In ko smo duhovno opogumljeni, takrat tudi duši in telesu ne manjka več veliko. In Jezus nam preko zakramentov daje to moč, da se borimo, da v trpljenju vztrajamo in da trpljenje osmislimo. Kajti trpljenje, samo trpljenje nima smisla. Osmisliti ga je potrebno. Potrebno pa ga je osmisliti s svojim darovanjem in tudi načinom sprejemanja in načinom življenja. Seveda ne pride to takoj ta prvi trenutek, da smo takoj se delamo močne, to bomo na lahko šli skozi, vsekakor ne. Tudi Jezus je na veliki četrtek zvečer rekel očetu, 3-krat prosil očeta, če je možno, naj gre ta kelih mimo mene. Ampak dodal, ne moja, ampak tvoja volja naj se zgodi. In tudi mi smo povabljeni, da lahko rečemo, Gospod, tega ne zmorem, ampak mi pomagaj, da ti bom ostal zvest, da bom šel naprej po tvoji poti. Torej, nikoli ne smemo izgubiti Božjega srca izpred oči. Zdaj pa sledijo minute za liturgijo, ki jih letos sva uvedla, pa začneva kar s trkanjem na prsi. Tudi stotnik se je trkal, ljudstvo se je trkalo na prsi, se spominjam, ne? Tako, ljudstvo se je trkalo na prsi, ker je obžalovalo tisto, kar se je zgodilo. Šele takrat, ko je Jezus umrl, takrat so spoznali, da je šlo nekaj tukaj zelo narobe. In tudi mi priznavamo s to gesto, s to kretnjo, priznavamo svojo grešnost in se trkamo na prsi, ker nam je žal, da smo to storili. To je izraža to naše notranje kesanje zaradi greha, ki ima izvor v srcu, ne v besedah, ne v mislih in ne v dejanjih. Vse se v bistvu začne v srcu. Zato je tudi že Božje srce potem tako pomembno, ne samo na simbolni ravni, ampak tudi na dejanski. In s tem gibom priznavamo svojo krivdo in pa pokažemo, da smo pripravljeni sprejeti pokoro. In zakaj imamo to ravno med sveto mašo? Zato, da predvsem mi pokažemo, da nam je žal. Ampak na drugi strani pa drugega pri tem tudi podpiramo v pokori in v temu, da delamo dobro, da se trudimo za dobro. In ta gesta naj bo klic, da se naše srce odpre večji ljubezni, lepšemu življenju, da se predramimo iz mlačnosti, da postanemo trdni, tako kot pravi Jezus, vaš da naj bo da in vaš ne naj bo ne, in da odločno spremenimo življenja, pa čeprav za ceno lastne osebne bolečine in pa tudi žrtve, da stopimo iz cone obdobja ven in da se borimo.
Na prsi se trkamo med kesanjem in pa tudi pred obhajilom, ko duhovnik dvigne sveto hostijo in reče: glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. S to držo pa izkazujemo tudi medsebojno solidarnost in pa zavest naše grešnosti in s tem pokažemo, da smo si vsi enaki, da smo pred Bogom vsi Božji otroci, ljubljeni sinovi in ljubljene hčere. Ne glede na naš stan, na naš stas, na naš položaj, na naš naziv in tako dalje. Ta gesta izraža tudi ponižnost in hvaležnost obenem. Vsebina te kretnje pa se seveda razlikuje od posameznika do posameznika, nekateri samo s 3 prsti, nekateri s celotno pestjo, čisto odvisno, ampak vsak posameznik sam pokaže, kako doživlja ta del bogoslužja. Na nek način pokažemo s to svojo gesto tudi, koliko nam je mar do nje, koliko jo sploh poznamo in pa kaj res tukaj upoštevamo. In naj bo res to tudi gesta in drža, izražena z ljubeznijo, da pokažemo, da nam je tukaj mar. In to je zelo pomemben sestavni del tudi bogoslužja, ki pa gre lahko velikokrat zelo mimo nas. Sledi danes umivanje rok. Med mašo si duhovnik, mislim, da enkrat umije roke, pa ne zato, ker bi imel umazane. Kaj to pomeni? Ja, tudi to je sopet del obreda. Ta kretnja je v liturgijo sicer prišla čisto iz praktičnih razlogov. Danes med darovanjem je običajno, da pobiramo puščico, včasih pa so k sveti maši prinesli sadove zemlje, domače živali in tako dalje. In seveda si je moral duhovnik umiti roke. Ker so ljudje njemu izročili. Tako, izročili so duhovniku, duhovnik pa je te sadove zemlje, živali, meso potem razdelil med uboge, med revne. To je bilo znamenje našega darovanja, da smo zopet bratje in sestre med sabo povezani. In ker je imel seveda čisto praktično umazane roke, je potem mogel roke umiti. Danes, ko tega ni več, pa je tukaj duhovni simbol, simbol notranjega očiščenja in pa tudi nam pokaže neko globlje, poglobljeno doživljanje tega spokornega duha daritve. S to kretnjo duhovnik pokaže, kakšen odnos ima do tega, do poglobljenosti in spokornosti in pa kako doživlja ta del bogoslužja. Kajti predno bo sprejel v roke kruh, ki bo postalo Kristusovo telo, in kelih s vinom, ki bo postalo Kristusova kri, si duh umije roke, da bi res s čistim, ne samo čistimi rokami, predvsem s čistim srcem daroval to sveto daritev. Potem so tukaj tudi dvignjene roke duhovnika. Načeloma med mašo duhovnik dviga roke, je tako. Razen v kakšnih posebnih priložnostih vidim, da ljudje tudi dvignejo roke med mašo, ko slavijo Boga, pojejo, ne? Ampak duhovnik liturgično dvigne roke večkrat. Večkrat, res je. Ne? Lahko dvignemo roke v znamenje hvale in slave Bogu. Zato se to uporablja pri slavljenju. Duhovnik pa v imenu celotnega ljudstva dvigne roke in tako kot so Mojzesu držali roke, tako duhovnik v tej simbolni gesti izroča sedaj vse molitve, vse naše daritve, vse naše namene izroča Bogu in to predstavljajo dvignjene roke. Kajti po rokah Bog deli svojega duha, blagoslov in posvečenje. In v povezavi s to kretnjo je tudi molitvena prošnja v imenu vsega Božjega ljudstva. In s tem želimo pokazati, da sebe in vse, kar imamo, kar smo, želimo podariti Bogu. In smo tudi pripravljeni sprejeti nazaj njegove darove, ki nam jih daje, se pravi, da nam daje svojega sina. In dvignjene roke simbolizirajo več stvari. Recimo prvi pomen tega simbola je, da tako kot se kadilo dviga k Bogu, tako naj se tudi naša molitev in daritev dvigata k Bogu. Potem dvignjene roke sta tudi kot 2 kraka križa in simbolizirajo križanega Jezusa, ki steguje svoje roke k svojemu ljudstvu, da bi ga objel, da bi pokazal, da je tu z nami, da nas ima rad, da smo mu dragoceni. Rad bi objel ves svet, rad bi objel vsakega človeka posebej. In to tudi izražajo duhovnikove roke. In kako lepo je videti, ko nekdo z iztegnjenimi rokami teče drugmu naprot, ne, predvsem majhni otroci, ko se razveselijo, ko očka pride iz službe ali mamica, da bi ga objel. In to otrok že v prvih tednih svojega življenja pokaže, steguje svoje roke k
maminim, k očetovim, zato da bi ga objel, da bi se počutil ljubljenega. In s to roko izražamo svoje misli in tudi svoja čustva. Iz nje govori dobrota, ljubezen, zaupanje, veselje, soglasje, pa tudi žalost. Roka sicer ima ogromno simbolov, a naj ne predstavlja nasilja, naj ne predstavlja moči, ampak naj predstavlja ljubezen in dobroto. In s to duhovnikovo gesto Cerkev želi zajeti vsa hrepenenja naših src, tako mladih, bolečih, bolnih, preizkušanih, krik stiske, razočaranja, zlasti pa pri euharistični daritvi pri oltarju, da lahko to skupaj položimo na oltar in z duhovnikovimi rokami dvignemo Bogu. In ta simbol pa predstavlja neko uboštvo v nas, ki smo ustvarjena bitja, ki potrebujemo ponekoč nekoga, ki je večji in močnejši kakor mi. Ne prav tako kot otrok stegne svoje roke k mami in očetu, potrebuje takrat pomoč. Izraz veselja in tudi izraz pomoči. Tako tudi mi, ko dvignemo roke, izraz veselja in pomoči nebeškega očeta. Duhovnikove roke so tudi tiste, ki delijo, naše roke pa so velikokrat tiste, ki prejemajo, ki kažejo in prosijo. Zato imamo drugačno držo in gesto kretnjo rok pri sveti maši. Skratka, roke so izredno pomemben del telesa in marsikaj povedo tudi v našem značaju, o razmišljanju, o doživljanju, ne, ko je nekdo nervozen, pa skozi premika roke, pa si jih menca in tako dalje. Roke nam res veliko povedo o človeku. Zdaj ste že nakazali tudi sklenjene roke, tudi to je gesta, ki jo pri maši velikokrat imamo pravzaprav, ne? Tako, mi pa imamo velikokrat sklenjene roke, ki pa predstavljajo povezanost, zbranost in pa tudi pozornost na to, kaj se dogaja v naši duši. Zdaj imamo ponavadi sklenjene roke tam blizu srca, nad trebuhom. Tudi velikokrat povemo, ne držati rok tam spodaj nekje, sredi telesa, ampak lepo pri srcu in to kaže na to našo pozornost. In ta kretna na zunaj izraža naš notranji mir, tudi sveto tihoto, sveti molk, združenje vseh misli samo v eno samo središče. In to je iskanje in pričakovanje nečesa velikega, to pa je srečanje z Bogom, ki se daruje pri sveti daritvi. In pa tudi gre za soglašanje naše volje z Božjo voljo, pa tudi naše prošnje in Božje usmiljenje prihajata tukaj naproti. In če so roke lepo sklenjene, kažejo mirnost. Če niso, opazimo nervoznost, notranji nemir, lahko je tudi vidni znak treme, potem se nas še tresti začnejo, še dodatno nas vse to obremenjuje, zato je, če imamo lepo sklenjene roke, smo tudi mirni. In sklenjene roke so tudi izraz ljubezni do Boga, pogovora z njim, ter tudi poslušnosti do njega, da si želimo izpolnjevati njegovo voljo za naše življenje. Hvala lepa res za teh 4 znamenja, geste, se pravi trkanje na prsi, umivanje rok, dvignjene roke duhovnika in sklenjene roke vernikov so 4 drže, ki vas, dragi prijatelji, vabiva, da jih v tem mesecu malce bolj zavestno opazujete, doživljate in z njimi vstopate v stik z Bogom pri maši. Tudi če poslušate preko radia, televizije, še vedno lahko tako imamo držo rok, če zmoremo. Tudi če gledamo samo ali poslušamo, dejansko tako lahko nam to pomaga, da se združimo z Jezusom v Evharistiji. Tako. Gospod Anže Cunk, hvala lepa za vse to res bogato, kar sva danes povedala o teologiji in o moči ljubezni Božjega srca. Molimo tudi za vseh 5 novomašnikov, ki bodo posvečeni konec junija, pa tudi za vse druge duhovnike, ki so že posvečeni, da bi vztrajali, rasli v svoji poklicanosti in v težavah in skušnjavah jih premagovali z močjo Svetega Duha, v zvestobi, potrpežljivosti in ljubezni do vseh nas, katerim so poslani. Pa vas prosim še za nekaj sklepnih besed. Tako. Pa molimo tudi za vse naše posvečene redovnike in redovnice, pa tudi naše družine in za vse potrebe sveta. In dragi prijatelji, ko se včasih počutimo sami, se spomnimo, da Jezus nikoli ne zapusti svojih.
da je njegovo srce vedno odprto in da je v njem prostor za naše skrbi, naše bolečine, naše spomine, pa tudi naše upanje. Zato res vas vabim, da danes z zaupanjem položimo svoje življenje v Jezusove roke, v njegovo srce in se mu zahvalimo za vse prejete darove, ki jih še vedno prejemamo, za vse ljudi, ki nas spremljajo, za vso njihovo ljubezen, za njihovo pomoč, vse, kar smo in kar imamo, predvsem pa tudi za Gospodovo navzočnost, ki je vedno ob nas in naj nas spremlja. Čisto preprosta misel, nismo sami. Ljubljeni smo, dragoceni in v Božjem srcu ima vsak izmed nas svoje varno mesto. Tako, najlepša hvala. Mislim, da je vsak dobil kar nekaj, saj kakšno misel, ki jo bo lahko okušal, premišljeval. Hvala, da ste bili z nami. Če želite katehezi prisluhniti še enkrat, jo najdete na spletnem naslovu Radio Ognjišče pod zavihek Audio arhiv ali pa v podcastu Radijska kateheza. Z vami sem bila sestra Meta Potočnik in gospod Anže Cunk, bolniški župnik. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam in naj vas vse in vse vaše spremlja in varuje Božji blagoslov. Vse dobro, hvala pa tudi Boštjanu Smoletu, ki je oddajo tehnično uredil za objavo. Mir in dobro, z Bogom. Z Bogom. Radijska kateheza.